Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če se mi želite pridružiti tudi tam v živo, so povezave spodaj v pripetem komentarju in pa v opisu. To seveda, če spremljate kasneje preko YouTubea. In če spremljate kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. Poleg tega se pa priporočam tudi za kakšen všeček, seveda, če vam je to všeč in pa da tudi dodatno požene algoritem. No, danes je četrtek, 7. maj in imamo kar zanimivo dogajanje. Najprej se bomo posvetili enournemu časovnemu intervalu tukaj na Bitcoinu. Tukaj sem jaz že ne vem kolikokrat opozarjal na tale kanal, ki smo ga izgubili. In govoril sem tudi, da moramo zdaj spremljati, kaj se bo dogajalo, če mi gremo testirati tole spodnjo mejo tega kanala. In prav včeraj se je tole zgodilo in smo bili zdaj zavrnjeni. Torej, smo zdaj doživeli zavrnitev, ampak trenutna situacija je taka, founding rate zelo negativen, poleg tega tukaj lahko vidimo, kar se tiče dolgih in kratkih pozicij, Bitcoin je trenutno kar nevtralen, je pa Ethereum zelo preprodan, tako da je kar precej stav napadec, sploh na Ethereumu. Poleg tega imamo pa tudi tukaj dno in pa dno na nekje isti višini, ja, dajmo reči, na nekje isti višini, medtem ko tukaj pa imamo dno in pa malo nižje dno. No, dajmo reči, da smo šli za las malo bolj dol, ampak kljub temu RSI je prišel v nakupno območje, kar se lahko pri naraščajočem trendu upošteva pač za območje za dodatne nakupe. Tako da zaenkrat jaz mislim, da bomo mi šli še enkrat gor testirati tole spodnjo mejo tegale kanala in seveda bo treba še enkrat spremljati, ali bomo mi slučajno spet prišli notri v tale kanal. Če bomo pa zavrnjeni, če morda naredimo kakšen dvojni vrh tukaj, kar bi lahko pomenilo, da se obeta kakšen preobrat, potem bi pa lahko šli pobirati vse te likvidnosti tukaj spodaj, imamo označene 78 tisoč, pa potem tudi tale tukaj 76 tisoč, potem še naprej dol 74 tisoč 800 tam nekje in pa 73 tisoč 600. Ampak zaenkrat, vsaj zaenkrat, trenutno ne kaže tako. Jaz se bolj obračam proti temu, da bomo mi še enkrat šli testirati tole spodnjo mejo tega kanala. Ampak seveda pri vsej tej volatilnosti, ki smo jo nazadnje imeli, se nikoli ne ve. 15-minutni časovni interval, zdaj, ja, tukaj trenutno ni nič kaj tako zanimivega, tudi tukaj je kar precej negativnosti, kar se tiče Ethereuma. Samo pogledajte to, kolikokrat smo mi šli dol v preprodano območje. Founding rate pa, kot sem že prej omenil, zelo negativen, kar bi lahko sprožilo nadaljevanje rasti in nek odboj tukaj lahko vidimo, že imamo. Dajmo pogledati še likvidacijska območja tukaj. Eno imamo od vseh teh ljudi, ki so stavili na rast na točnih 80 tisoč.
Zgoraj pa od vseh tistih, ki so stavili na padec na okoli 81.800, tako da spet smo v nekem sendviču. In zdaj je vprašanje, kaj bomo mi šli najprej pobirati. Poglejmo zdaj še Ethereum, se mi zdi kar precej zanimiv, dajmo reči zanimiv, zaradi tega, ker ima eno tako izredno grdo cikcakasto strukturo. Samo poglejte tele vzpone in padce. Mi smo sicer označili tukaj ta kanal, ampak vprašanje je zdaj tudi, koliko ga bo ob tem cikcaku sploh upoštevalo. In ja, včeraj smo kar precej zrasli, vse gor do 2423 in potem smo se kar spustili. In seveda bo treba zdaj spremljati tale odboj. Če bomo mi šli naprej gor, potem imamo tole likvidnostno območje, smo prav z včerajšnjo rastjo pobrali, to je bilo na 2400. Tukaj tega smo se dotaknili, 2425, ampak po mojem, da še ostaja, in na tem vrhu imamo še na 2455, ampak mi imamo na Ethereumu večji plan. Seveda bo tukaj tudi kar precej odvisno od samega Bitcoina, kako se bo Bitcoin kaj obnašal. Ampak, če se bo Bitcoin vsaj držal nekje na svojih območjih, ali pa če bo še enkrat šel testirati tole spodnjo mejo svojega kanala, bi se Ethereum lahko povzpel in naše tarče so ta prva na okoli 2800 in pa naslednja na okoli 3000. Bom dal na 4-urni časovni interval, da se vidi malce boljše. Zakaj te meje? Kot prvo, to so meje te bikovske zastave, ki smo jo že prej označili, ampak kot sem že večkrat povedal, je tukaj vprašanje sploh tele cikcakaste strukture. Poleg tega je pa tukaj tale prejšnja podporna meja, ki smo jo potem seveda naposled izgubili, in zdaj bi tale meja lahko delovala kot odpor. Seveda, če pridemo mi gor do nje. Tako da, ja, Ethereum bi znal biti kar precej zanimiv. Trenutno tudi, kar se tiče 4-urnega časovnega intervala, tukaj, točno na tem vrhu lahko vidimo, glede na ta indikator, je bilo ogromno stav na rast in zdaj so bili ti ljudje po mojem kaznovani, in s tem, ko smo prišli nazaj notri v tale kanal, je začelo ogromno ljudi spet staviti na padec. Tako da, ja, Ethereum bi znal biti zdaj kar precej zanimiv. Poleg tega, tole sem še mislil pokazati, da vidim, če imam pravilno. Ja, tukaj so dolge in kratke pozicije na Ethereumu. Naštimal sem na en teden tale graf in tole smo mi pobrali včeraj, 6. maja, torej, kot smo videli tam po grafu na TradingView-ju, tukaj je bilo ogromno pozicij na rast, 2387, in ti ljudje so bili kar grozno kaznovani. Ampak mi imamo zdaj ogromno pozicij ljudi, ki stavijo na padec. In ta meja tukaj je na 2435. Tako da za enkrat kaže na odboj pri Bitcoinu. In če se bo Bitcoin tako obnašal naprej,
potem bi znal tudi Ethereum lepo rast naprej gor. Ampak seveda bomo to še sproti spremljali. Če bo karkoli dodatnega in zanimivega, bom seveda še dodatno obvestil preko Patreona, tako da če se mi želite pridružiti, tudi tam so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In če to spremljate kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. Poleg tega se pa priporočam tudi za kakšen všeček, če vam je to všeč in pa da tudi dodatno požene algoritem, da si ta video ogleda čim več ljudi. Tako, jaz vam zdaj želim en lep četrtek še naprej in seveda se vidimo, če ne prej, ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.